Predstavili vam bomo snovi v magnetnem polju. Delimo jih v 3 glavne podskupine, in sicer na diamagnetne, paramagnetne in ferromagnetne snovi. Delitev teh 3 skupin in razlike med njimi so pomembne za razvoj in uporabo magnetnih tehnologij, kot so slikanje z magnetno rezonanco, MRI, električni motorji in generatorji, magnetni polnilniki in mnogo drugih. Za poskus, s katerim lahko prikažemo, kako se različne skupine snovi obnašajo v magnetnem polju, potrebujemo 2 trajna magneta, katere obrnemo enega proti drugemu, kos grafita kot predstavnika diamagnetnih snovi, katerega lahko najdemo v navadnem svinčniku, kos aluminija kot predstavnika paramagnetnih snovi in kos železa kot predstavnika ferromagnetnih snovi. Ko v magnetno polje obesimo kos grafita, se ta postavi pravokotno glede na gostotnice magnetnega polja, vendar ko enkrat v tem položaju, grafit miruje. Diamagnetne snovi oziroma diamagnetiki so snovi, katere magneti ne privlačijo in nimajo naprej izraženih oziroma lastnih dipolov. To pomeni, da njihovi atomi ne izkazujejo lastnega magnetnega polja. Kadar takšno snov položimo v magnetno polje, začnejo na prosto gibajoče se elektrone delovati magnetne sile, katere jih prisilijo v krožno gibanje. Zaradi tega nastane nekakšno dipolsko magnetno polje, ki je ravno nasprotno prvotnemu magnetnemu polju. To povzroči tudi, da prvotno magnetno polje diamagnetike odbija. Diamagnetne snovi imajo relativno permeabilnost nekoliko manjšo od 1, približno 0,999. Mednje spadajo grafit, zlato, srebro, baker, vodik, dušik, kamena sol, bizmut in žlahtni plini. Popolni diamagnetiki so superprevodniki, ki magnetno polje v celoti izrinejo. Ko v magnetno polje obesimo kos aluminija, se ta postavi vzporedno z gostotnicami magnetnega polja, zato lahko opazimo, da se začne nekoliko premikati od enega magneta k drugemu. Paramagnetne snovi oziroma paramagnetiki so snovi, katere magneti šibko privlačijo in imajo malo lastnih dipolov. To pomeni, da njihovi atomi izkazujejo šibko lastno magnetno polje. V primeri, da takšno snov vstavimo v magnetno polje, se bodo magnetni dipoli znotraj snovi obrnili k stabilni legi oziroma vzporedno s prvotnim magnetnim poljem. Posledica tega je, da bo novo nastalo magnetno polje močnejše od prvotnega. Paramagnetne snovi imajo relativno permeabilnost malenkost večjo od 1, približno 1,0001. Med te snovi spadajo aluminij, magnezij, litij, kisik, natrij, wolfram, krom in še mnogo drugih. Torej, ko v magnetno polje obesimo kos železa, se ta obrača v obeh smereh gostotnic magnetnega polja, kar vidimo iz tega, da se začne hitro obračati od enega magneta k drugemu. Ferromagnetne snovi oziroma ferromagnetiki so snovi, katere magneti zelo privlačijo. To pomeni, da so lastna magnetna polja dipolov, ki se nahajajo znotraj snovi, zelo močna. Temu je tako, ker so atomi snovi drugačni, saj imajo na 4. lupini 2 elektrona, tretje pa nimajo zasedene. Zaradi tega so atomi v kristalni zgradbi teh snovi združeni v tako imenovane Weissove domene ali območja. Te so nepravilnih oblik in velikosti, ter njihove smeri in jakosti so na začetku naključje. Kadar pa se takšna snov postavi v magnetno polje, se domene začnejo obračati tako, da se bodo poravnale z zunanjim oziroma prvotnim magnetnim poljem. Posledica tega je, da bo sekundarno magnetno polje mnogo močnejše od prvotnega. Ferromagnetne snovi imajo relativno permeabilnost veliko večjo od 1, nekje med 10 in 10.000. Mednje spadajo železo, kobalt, jeklo in njihove zlitine. Ferromagnetiki lahko obdržijo magnetno polje tudi po odstranitvi zunanjega magnetnega polja, čemur pravimo magnetizacija.